Gospod župan, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom, seveda tudi medijem, predvsem mojim sodelavkam in sodelavcem, ki ste tu prisotni. Pa da začnem z besedam, najlepša hvala vam za naše skupno sodelovanje, ki smo ga v teh 17 letih delali skupaj v cilju pravzaprav zanesljive, varne in konkurenčne oskrbe vseh odjemalcev z električno energijo. To je naš cilj. Ta prostor Posavja, Krško je imelo pri tem najpomembnejšo vlogo. Zagotoviti nizkoogljično energijo, zagotoviti obnovljive vire, zagotoviti tudi rezervne kapacitete v termoelektrarni Brestovica. Vi ste pravzaprav s svojimi, dajmo reči, državotvornimi dejanji to tudi podprli. Zato se vam iskreno zahvaljujem tudi županu za res dobro sodelovanje in bivšim mojim sodelavcem, s katerim smo skupaj delali tudi v NEK-u. Varnost delovanja jedrske elektrarne Krško je odvisna pravzaprav od ljudi. Ljudje, ki tam delajo, z njihovega znanja, izkušenosti, motivacije, prizadevnosti, predvsem pa razumevanja na vrhu vodstva. Vodstvo mora imeti to v svoji duši. V duši pa imaš lahko, če si to kdaj upravljal, če si s temi objekti rastel. Zato seveda vodstvo zagotavlja potem delovne, človeške vire, usposabljanje ljudi, selekcijo dobaviteljev, podizvajalcev, storitev, investicij. Tudi sam sem seveda sodeloval pri tem in vem, kakšne odločitve morajo biti sprejete. Isto velja tudi na GEN-u. Na GEN-u se odloča o denarju. O denarju. Skupaj s HEP-om. Denar je varnost. Denar so ljudje, denar so investicije, oprema. In to je pravzaprav bilo v zadnjih desetletjih zagotovljeno na zelo visokem nivoju. Zelo sem ponosen pravzaprav, da sem bil da je bilo omogočeno, da sem lahko pri tem pomagal in deloval. GEN je najbolj razvojno usmerjeno podjetje v Sloveniji. V 17 letih smo ga razvili skupino po prometu druga največja skupina v Sloveniji. Po ugledu pa lahko rečem prva. Jasno, vedno pride en konec in je potrebno nekako tudi zamenjati ljudi. Pri tem pravzaprav niti sam nisem presenečen. Pač pa želim to, kar ste vi danes tudi izrazili, zelo široko, da so na ključnih mestih ljudje, ki razumejo svoj core business, če bi tako rekel, to je jedrsko energijo. Veliko je primerov v svetu, ko temu ni bilo tako. Dogodek na otoku 3 milj je pokazal, da morajo biti na vseh bordih ali pa kjerkoli se odloča denarju ljudje, ki jedrsko razumejo, ki dajo prioriteto temu. Jedrska nima 10.000 rudarjev, nima politične moči, ima strokovnjake iz tega okolja. Zato morajo biti seveda selekcija teh ljudi zelo precizna, zelo primerna. In na GEN-u, če si štejem kot nedosežen cilj, da nismo uspeli v naše akte dati kvalifikacije potrebne za vodstvo GEN-a. Politika je vedno bila proti, zato ker ne razumejo pravzaprav, kaj je varnost. Na GEN-u mora biti od 3 vodilnih članov uprave vsaj 2 iz jedrskega področja. Če to zagotovimo, potem lahko tudi mirno spimo. Namreč denar je posledično tudi varnost. Mi nismo obratovali ta objekt zadnjih desetletja, pa lahko rečem kar 40 let, kar sem jaz s tem povezan, s ciljem najnižje cene. Ja, najnižje cene za končnega porabnika na dolgi rok. Pač pa v cilju najbolj varne elektrarne. In to nam je uspelo. Spada med 10 najbolj varnih elektrarn na svetu. Ob tem smo razvili tudi trgovanje, prodajo. Vsi, ali pa večina vas tudi kupuje električno energijo, pač nam dviguje standard življenja. Tudi tam smo omogočili konkurenčne cene. Konkurenčne cene lahko omogočimo, če imamo seveda tudi primerne vire. Jedrska je tista, ki lahko dolgoročno daje konkurenčne cene ne le za gospodinjstva, tudi za gospodarstvo.
Trgovanje smo razvili tako, da je danes preko 90% razlike v ceni, ki ustvarja GEN-I, se ustvarja na tujih trgih, ne doma. Poslušam v tem predvolilnem boju vse sorte komentarje, pa jih ne bom komentiral, ker niso vredni komentarjev. No. GEN-I ustvarja dodana vrednost na tujih trgih. Na tujih trgih. Sam sem bil 10 let v upravi, tu je Daniel, ki je bil zadnjih 5 let v upravi, natančno vemo, kam smo razvijali to družbo in kaj prinaša. Ta družba prinaša poceni energijo v Slovenijo. Ta družba prinaša tudi zanesljivo dobavo manjkajoče energije. Slovenija je 15 do 20% odvisna od energije v vseh časovnih obdobjih leta. Strokovnost in izkušnje so ključni element. Mi imamo tole pred mano, sta dva moja kolega, oba kvalificirana, da zasedeta moje mesto. Oba. Pa jih ne vidim veliko v Sloveniji, jih ni. Ne glede na to, kako so blizu v Ljubljani, pa blizu vrha, jih ni. Jaz se bojim pravzaprav takih zamenjav, ne zaradi tega, ker jaz grem. Jaz pravzaprav sem se razrešil svoje odgovornosti. Če se zaveda svoje odgovornosti, je to težka odgovornost. 1500 ljudi, 3 milijarde 300 milijonov prometa, v 19 državah, 27 družb v skupini, proizvodnja 40% v Sloveniji najmanj in tako naprej, 50% trga skoraj in tako naprej. To so resne stvari. Pač pa želim, da seveda zasedijo to pozicijo res ljudje iz tega konca, ki razumejo, da so objekti za to, da so varni. Tudi sinteza mora biti varna za ljudi, za okolico. To je tisto, kar je vaš cilj, oziroma sem razumel, da je vaša zainteresiranost dolgoročno za varnost teh objektov. Jaz bi se še enkrat zahvalil vsem, ki ste danes izrekli res podpore varnosti temu objektu, s tem pa tudi podpore pravzaprav lokalnemu prebivalstvu, posredno pa tudi Sloveniji za zanesljivo pa okolju prijazno električno energijo, seveda z razvojnimi perspektivami, ki jih ta družba prav gotovo ima. Hvala lepa. Hvala. Sprašujem, želi morda še kdo besedo?